Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes odgovarjam na vprašanje, kako si pomagati pri ščitnici. Jaz vam bom razložila čisto v preprostih besedah, tako kot jaz razumem, kako deluje ščitnica. Pogosto dobivam vprašanja, kaj naj naredim, meni ščitnica dela premalo, meni ščitnica dela preveč. In potem imaš občutek, kot da si nemočen, ker dejstvo je, da ščitnica dela po svoje. No, in dajmo najprej iti na tole. Prva stvar, kar jaz razumem pri ščitnici, je to, grlena čakra, ki je direktno v povezavi s ščitnico, je povezana z izražanjem. Program, ki ga imamo mnogi ali pa ki smo ga imeli mnogi, bodi tiho pa potrpi. Pomisli, koliko je ljudem še slabše kot tebi, to ti pač ne koristi. Zato, ker bolj kot požiraš svoja čustva, bolj se nalaga. In zdaj vam bom prebrala karto Prehod v novo dobo pri grleni čakri. Na karti piše: svobodno izražam svojo resnico. Oziroma, če imate še vedno program, moram biti tiho in potrpeti, rečete: dovoljujem si svobodno izražati svojo resnico. Ker jaz sem resnica, jaz sem v povezavi z resnico. In prav ta resnica, poglejte, kar zaznavate, to je vaša resnica. Nimate serijske napake, niste čudni, ampak vi občutite in zato, ker ste vzgojeni, ker imate program, da morate biti tiho, potrpeti, ne izražati, pač ste tiho. Druga zadeva, kar tudi še en tak program, ki vpliva na to, da si tiho, bojiš se kazni, se pravi, ne govoriš, ker odkje to izvira? Ja, kot majhen otrok si hotel povedati in mogoče kot 2-letni otrok si kričala in si bila kaznovana. Vsakič, ko si izražala svoje čustva, si bila kaznovana. In seveda si potem naložil program, ne upam si izražati svoja čustva, ker to vodi v kazen. In si pač tiho. Druga zadeva, tudi pri tem izražanju, je pa povezana s tem, da se bojiš, da bo nekdo povzdignil glas na tebe. In seveda si rajš hodiš kot tiha miška, da ne bi nekoga vznemiril in seveda in hkrati zakrčiš svojo ščitnico. Zdaj pa poslušajte naprej, to je iz knjigice Prehod v novo dobo. Kaj me duši? Česa ne morem izreči? Kdo me stiska za vrat? Moj blagoslov je, da čutim. Varno lahko izražam svojo resnico. Dovoljeno mi je govoriti. Upam si prepevati, se smejati in vriskati, ne glede na to, kaj poreče okolica. Jasno se zavedam, kdo sem. Se pravi, je vse skupaj povezano s svojo vrednostjo in zavedanjem, kdo jaz sem. No in tukaj seveda, glejte, vsi tisti, ki smo bili vzgajani na sistem bodi tiho, potrpi, tlači, nismo navajeni izražati svojih čustev in je to veščina, ki se je šele učimo. No in eno knjigo, ki vam jo toplo priporočam, najdete si v knjižnici, kako se pogovarjamo z otroki in kako jih poslušamo. In to samo zaradi tega, da tam je vaja, kjer začnete razbirati druga čustva, drugih ljudi čustva, se pravi, da prav povem, čustva drugih ljudi. In je vaja, otrok pride jezen domov in reče: učiteljica je smotana. In zdaj vi rečete: kako pa govoriš? In reče: tudi ti nimaš pojma. Nisi nič naredil. Druga stvar, če mu rečeš, karkoli rečeš, je napaka. In predvsem poskušaš razbrati njegovo čustvo. Aha, vidim, da je za tabo naporen dan. Vidim, da prihajaš iz šole, da se je zgodilo nekaj strašnega. Ne? Se pravi, se začne pogovor in gre se za to, da tudi otroku pomagaš poiskati čustvo. In drugo, s to vajo se učiš tudi prepoznavati svoja čustva, ker nas niso učili izražati svoja čustva. In mogoče, če ste, zdaj pa tisti, ki smo, kdor ima program potlačiti svoja čustva, seveda dobi potem partnerja, ki mu kaže točno, kje ima rano, kje ima tisti primanjkljaj in še tam ne izražaš čustev in potem logično se začnejo težave. No in te težave so lahko hiperaktivna ščitnica ali pa premalo delujoča ščitnica.
Spet po domače razložim. Hiperaktivna ščitnica je tako kot motor, ki je tik pred tem, da bo pregorel. In na koncu samo še crkne. Pomeni, da takrat je res že rdeča lučka, je treba nekaj upočasniti. Kdor ima pa premalo delujočo ščitnico, pa pomeni, da ima v telesu preveliko količino stresa, ki pobere vse vitamine za delovanje in enostavno zmanjka za dobro delovanje ščitnice. No, ko sem pisala knjigo, ko imajo hormoni žur, sem celo naletela na to, da ščitnica lahko odlično deluje, ampak zaradi pomanjkanja antioksidantov, se pravi C vitamina in E vitamina in seveda tudi vseh vijoličnih barvil iz borovnic, brusnic, robidnic in vseh rdečih barvil iz korenja, paprike, paradižnika, ščitnični hormon oksidira in krvne raziskave pokažejo, da ni v krvi ščitničnega hormona, pa lahko da ščitnica dobro deluje. Zato, kdor ima diagnozo pomanjkanje ščitničnega hormona, bi bilo pametno za začetek, preden začne z vso ostalo terapijo, samo dopolniti svojo prehrano z B vitamini, s C vitaminom, več v hrani in mogoče pametno razmisliti, dobro prehransko dopolnilo B vitamina, B kompleksa, pomemben je tudi cink, ki deluje na delovanje hormonov in predvsem C vitamin in E vitamin, lahko tudi flavonoidi in karotenoidi. Bom spodaj dala povezave, da vam bo bolj enostavno, da boste lahko o tem več prebrali. To je zdaj prva zadeva. Se pravi, pogruntate, da vas že nekaj duši, da imate cmok, da nekako ne gre ta izražanje in ko bi bil čas, da se izraste, zaštekate, lahko jokate, ne gre pa ta izražanje, kaj občutim. No, zdaj pa gremo na rešitve. Rešitev, ki jo lahko fizično naredite, je to, da greste na zvočno kopel. Tukaj vam lahko povem iz svojega življenja, ko sem jaz požirala svoja čustva, me je poklicala na zvočno kopel in prav na gonge. Zato, ker je gong je tista dum energija, veste, da zemeljska energija. In vam povem, da takrat, ko sem imela, jaz sem bila 3 tedne brez glasu, sem šla na zvočno kopel, meni se je med zvočno kopeljo začelo dogajati, da me je šla bolečina v rami, grlo, srce, podplati. V bistvu prav čutila sem to, ko se sel ta bolečina in ko sem se peljala domov, jaz sem pol ure kašljala in potem sem prišla do glasu. A ni to zanimivo? Začela sem delati korake proti sebi. V nasprotnem primeru, če jih pa ne bi začela delati proti sebi, to je bilo že, se pravi, zmanjšano delovanje ščitnice in takrat se začneš rediti, telo sporoča pomanjkanje, želiš hrana, sladko in bolj, ko je sladko, slabše je. Spet pomembno, kaj se dogaja v telesu. Mi imamo tukaj nadledvični žlezi, kjer se proizvaja stresni hormon. To sporoča paniko v možgane, kjer imamo pa hipofizo, pa epifizo in nasred hipotalamus. In potem ta sporočila grejo vsako celico našega telesa in seveda imamo podočnjake, smo utrujeni, brez energije, zjutraj ne zalavamo, zvečer smo crknjeni, samo sladko bi jedli in predvsem imamo raztreščene živce in. Zdaj pa poglejte naprej. Ko sem pa pisala drugo knjigo, ko ima življenje žur, tukaj noter sem pa govorila o avtoimunih obolenjih, se pravi obolenja, ki jih pa se ne moreš nalesti. Se pravi, če ima nekdo od mojih poznanih težave s ščitnico, jaz se jih ne morem nalesti. Vemo, da tale nov virus se ga lahko nalezeš, ker je virus. Ampak avtoimuna obolenja je pa obolenje, ki ga sam pridelaš. In pridelaš ga zaradi potlačitev svojih čustev, zaradi neizražanja svojih čustev, zaradi programa v podzavesti in zaradi pomanjkanja, ker to ti pa povzroča kronični stres na celični bazi, seveda stresni hormon ti porablja vse hranilne snovi in ti jih zmanjka za dobro delovanje tvojega telesa. No in prav poglejte, med avtoimuna obolenja spadajo in ena od prvih težav je težava s ščitnico, težave s ščitnico. No in zdaj, kaj lahko tukaj noter naredimo? Avtoimuna obolenja je pa dokazan, da jih telo lahko samo večji del že predela s tem, da ga pod prvo nahranimo,
Prva stvar, rabimo velike količine D-vitamina, ker D-vitamin hkrati deluje tudi na zmanjšanje stresnega hormona, hkrati potrebujemo večje količine silicija. Zdaj pa spet, kje dobimo silicij? Ga pa dobimo v križnicah, to je pa korenje koleraba, brokoli, cvetača, in to so prav zelenjava, ki veže nase hormonske motilce. Vem, da sem ogromno naštela, preberite knjigo, predvsem, ko imajo hormoni žur, in vsekakor priporočam, kdor ima že težave s ščitnico, ko ima življenje žur. Ker 200 strani v tej knjigi pa govori točno o tem, kako počistiti ta podzavestna prepričanja, ki so pa pripeljala do tega, da sploh zboliš. No in zdaj, če gremo naprej, se pravi, imaš že avtoimuno bolezen, zdaj pa moraš reševati. Rekli smo, pri zmanjšanem delovanju središč si podhranjen. To je prva zadeva. Ko je pa hiperaktivna ščitnica, takrat pa enostavno moraš umiriti življenje. Kar pomeni, da naslednja stopnja je samo še padeš dol. Preden pregoriš. To je točka, preden pripelješ svoje telo do izgorelosti. Zato takrat, kdor ima hiperaktivno ščitnico, se mora zavestno začeti umirjati. Meditirati, v gozd hoditi, vsak dan v gozd za pol ure, obeteno drevo, zraven vode. No in zdaj sploh naprej. Kaj pa spet lahko naredimo? Voda je po večini modre barve. Nadeti si modre zadeve, sploh okrog grla. Ta del dajte modro. Dajte vzeti platno, pa naslikajte modro sliko. Dajte se čim večkrat zazreti v nebo. Modro, modro, modro. Modre stvari na sebe, zato ker modro stimulira na energetski ravni delovanje vaše ščitnice. No in naslednja zadeva pa seveda čajčki. No in tukaj samo, da vam najdem. Pri zmanjšanem delovanju ščitnice, zdaj iščemo v knjigi, ko imajo hormoni žur, vam bom to povedala točno, na kateri strani imate. Sploh tisti, ki jo imate, da lahko greste točno recept pogledati. Se pravi, pri zmanjšanem delovanju ščitnice, to je na strani 211, pijete ognjič, raje gremo na drugo, zlato rozgo, rman, regrat, poprovo in črno meto, brinove jagode, angeliko in ajbiš. To zmešate skupaj in pijete čaj, se pravi 6 žlic mešanice teh zelišč, prelijete z vrelo vodo, pustite stati 10 minut in potem precedite in pijete po 3 skodelice na dan. Kdor ima pa pri povečanem delovanju ščitnice, pa pije koprive, peteršilj, trpotec in žajbelj. No, v glavnem to imate na strani 211. Pijte čaje, ker delujejo na to, da čistijo naše telo. In ja, danes sem več povedala o tem, kar je pomembno, ampak glejte, ščitnica je vedno povezana s potlačenimi programi, čustvi, s tem, ko ne izražamo svojih čustev, ko nosimo kronično žalost v svojem srcu in je ne izražamo, zato ker imamo neko fasado srečne družine. Nasmej gor, ampak vse si pa žalosten, mrtve oči, nasmej. In vsi opazijo, da imaš dušo mrtvo, da ti ne žarijo očki in se imaš lahko nasmeh, ampak se vidi. In dajte pošteno sebe pogledati v gledalo, tisti, ki imate že težave s ščitnico, in začnite za začetek sebe spraševati, ej, bejba, kaj občutiš? In še ena stvar, ni zanimivo, da predvsem večji del za težavami s ščitnico zbolevajo ženske. Pa moški imajo ravno tako ščitnico kot ženske. Zakaj ženske? Ja, zato, ker smo vzgojene, ker imamo program, bodi pridna, bodi ubogljiva, moraš biti, kakšna punčka pa si, od malega nas vzgajajo, moraš biti pridna, poslušna, lepa, moraš imeti vse pošlihtan, ker drugače si ne zaslužiš ljubezni. To je velik program, jaz upam, da ga ne prenašate na svoje hčerke, ampak počistega pri sebi in glede na to, da se celični spomini, ko jih vi počiste, vi s tem vplivate na vse svoje žive celice in to pomeni, da hkrati, ko vi počistite pri sebi, vplivate na svoje hčere, na svoje vnuke, enostavno vnukinje, vplivate na ta ženski rod,
da nehajo tlačiti svoja čustva in da začnejo izražati svojo resnico, ker lejte, mi ženske se moramo zavedati, da smo boginje na zemlji. Mi nismo prepražniki in vem, da sem že večkrat rekla, Picasso je izrazil eno modro stavek in je rekel, obstajata dve vrsti žensk, predpražniki in boginje. No, kam spadate vi? Predvsem začnite se imeti rade, delajte na sebi in boste vedeli, ljudje vas bodo postavili na prestol takrat, ko boste vi same postavili sebe na svoj prestol. Lepo se imejte.